No, to je 12. evropsko prvenstvo gluhih in naglušnih, kot smo že povedali, bo to v Koblencu. To bo vrh Evrope, se pravi najboljši evropski gluhi teniški igralci. Favoritov je več, tu so Francozi, Veliki Britanci, potem Avstrijci, Nemci, Madžar in pa v enem širšem krogu favoritov je tudi Marino, ne. Tako da vse bo pa odvisno od žreba oziroma od sreče, tako da bomo videli, ne. Lahko pride daleč, lahko pa se poslovi tudi po prvem kolu, ne, to ne moreš nikoli predvideti. Težko bi povedal karkoli, ne, ker kot sem že prej povedal, vse je odvisno od dneva, od žreba. Vsekakor bi zadovoljna bila, če bi prišla v četrtfinale, recimo. Se pravi 8. mesto. Glede na to, da je Marino še mlad in je od vseh tekmovalcev, ki bodo tam, najmanj izkušen. V odpravi sva samo jaz kot trener in vodja reprezentance in pa Marino tekmovalec. Jaz bi bil vesel, če bi imel še kakšnega tekmovalca oziroma še kakšnega spremljevalca. Strogo ločeno na tekmovanjih, na turnirjih, sva trener in tekmovalec. Drugače sva pa v prostem času sva pa oče in sin, ja. No, poleg članskega bo Marino tekmoval tudi mladinske konkurence, da bomo malo videli, nekaj teh tekmovalcev z mladinske kategorije poznamo, predvsem poznamo Avstrijce pa Angleže, ostale konkurence pa ne poznam žal, tako da težko karkoli povem. Kot sem že povedal na tiskovni konferenci, nismo dobili niti enega evra sponzorskih sredstev. Nekaj nam pomaga Zveza za šport invalidov, nekaj Športna zveza gluhih, ostalo pa, kot sem povedal, opremljevalci Lotto, teniški loparji Prince in pa Hyundai. To so naši edini sponzorji. Ostala sredstva pa seveda grejo iz družinskega proračuna. Njegova sezona stane 20 000 evrov, mogoče še kaj več, od tega imamo dobrih 3/4 sami damo. No, njegove rezultate bom seveda pisal poročila, ki jih bom poslal na naslove, se pravi na Zvezo društev gluhih in naglušnih, na Zvezo za šport invalidov, v klub, na novinarjem, ki bodo želeli, pač en krog imam, ki si pač tega želijo spremljati in tistim tudi redno pošiljam. Tako da bo to sproti obveščeno, bo pa tudi na spletni strani. Ko prideva iz evropskega prvenstva, bomo imela kakšen teden dni odmora, potem pa greva v 3. avgusta v Brno na Češko in pa 15. september imava pa Trenčín na Slovaškem. To imava tej kratkoročni plan. Seveda vmes pa bova avgusta še malo na morje skočila.
fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses. Pet possiamo tenere mesto a tutto il mesto, poter entruise. Se superfluhi, pomad mesno, dinais smakov in druise dva smakov. No pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. Fermodatele dore sedere in pete, training in codiccio. Oppo in pa sopporta in nedeo pa possibile. Allez, vai sa misise. Allez, fitness. Ma no fitness. Poskutba malo bolj servis in noga. Koleko. Dobro igraj. Malo sreća. Dela drži beste. Mogo se prvi, a drugi dede ne. Danas toga na tiskovni konferenciji za Evropsko prvenstvo gluhih v tenisu, katerega bilo predstavito Marijo Kegel. Jaz sem tudi prišel kot predstavnik Zveze gluhih Slovenija oziroma Zveza društva gluhih naglušnih Slovenija. Drugi funkcionarji so zasedeni, mesec čas dopustil. Pa sem vesel, da sem prišel. Marija zelo dobro poznam, že več kot 5-6 let smo skupaj. Njegovo delo treniramo, tekmovanje spremljamo preko časopisa in spletne strani Zveze gluhih. Pričakujem dobra priprava, kot smo danes slišali, kako se je pripravljal, kako je delal, pa ogromno vidim, da bo uspešno nastopil. Pa jaz ne upam, ampak sem prepričan, da bo uspel.